Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnja pravljica, kot izgleda, bo prav zabavna in upam, da ne preveč smrdeča. Namreč spoznali bomo kralja Kaka, ki je priredil pravo tekmovanje v kreativnih hlačnih pridelkih oziroma kakcih. Ja, današnja pravljica bo govorila o kakcih. Sedaj pa že mene zanima, kako se je to tekmovanje razpletlo in kdo je zmagal na tako zabavnem tekmovanju. Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Veliko tekmovanje v kakcih. Vsako leto je nenadoma štrbunknilo na dan. Kralj Kaka prvi je sredi kraljevega pogovora na lepem vzkliknil: Kakat! Kakalulu! Kakadu! Kakaduš! Prosim lepa, hvala, vaše visočanstvo, se je priklonil kraljevi služabnik. Tako je vedel, koliko je ura. Takoj si bom velel poklicati ministra za velike in male potrebe. Dregni tole paličico, je rekel kralj Kaka. O ne, je pomislila kraljica, pa smo tam. Minister za velike in male potrebe je dregnil paličico. Je kralj spustil enega pukca. Oprostite, prosim lepa, hvala, se je kraljevi služabnik skoraj prelomil v priklon. Razglašam, da je letno tekmovanje v kakcih odprto, je oznanil kralj Kaka. Minister za velike in male potrebe je prč zavihal rokave. Veliko tekmovanje v kakcih. Pojutrišnjem vas vse pričakujemo v našem gradu z vašimi najlepšimi hlačnimi pridelki. Letos je poseben poudarek na predstavitvi. Od vas pričakujemo nakakane umetnine. Kralj Kaka prvi. Tak razglas je izobesil po vsej deželi. 2 dneva pozneje so v dolgi vrsti pred gradom kralja Kaka potrpežljivo stali tekmovalci. Minister za velike in male potrebe je vse prisrčno pozdravil. Prebral je pravilnik. Poudaril, da bo ime zmagovalca za vse čase vklesano v veliko spominsko ploščo. Pripomnil je, da je kralj Kaka edini član žirije. Na koncu pa je vse spodbudno pozval: Naj zmaga najboljši. Nato je dal kralj Kaka znak za začetek tekmovanja. Prva je pred kralja stopila gospodična krava. Svoj kravje, ki je lično odložila v čvrst karton za pite, kot da ga je še toplega prinesla od peka. Ni od muh, je mrmraje prikimaval kralj Kaka. Sploh ni od muh. Bratci kozlički so iz svojih bleščeče črnih bobkov sestavili stolpiče. Z velikim občutkom za ravnotežje in smislom za dramatiziranje so odparadirali mimo vedno zadovoljnega kralja Kaka. Tudi gospod Zajček se je domislil krasnega stolpa. Iz svojih bobkov in lesenih palč je zgradil stopničasto stolpnico. Kandidat za stopničke, je kralj Kaka šepnil ministru na uho. Želva svojo trdo pogačo v srednjeveški železni kahlici se ni mogla kosati z njim. 4 očarljive miške so družno prinesle velik kos kruha. V resnici je bil stiropor, iz katerega so izgrizljale rezino in jo pobarvale, da je bila videti kot namazana. Potem so jo s svojimi tankimi mišjaki zapelile kot zocvirki. Tik pred njimi je slonček potiskal enokolesno mizico z gromozanskim iztrebkom. Ho, kakšna porcija, ga je občudujoče pohvalil kralj Kaka. Smrdelo pa je do neba.
To je atijev, je ponosno rekel slonček. Kuža je vedel, da je kralj Kaka po naravi šaljivec. Zato je svoje klobasice navihano poimenoval kakci na špakci. Ha, ha, se je od srca nasmejal kralj Kaka. Kakci na špakci, ta pa je dobra. Kon in pujsa, ki sta bila majčkeno zaljubljena, sta tesno sodelovala. Plod njunega dela se je imenoval Dobra papica, lepa kakica. Toda če, tako kot kralj Kaka, nisi bil pesnik po duši, si videl le 3 konjske fige na prašičji brozgi. Za konec je Galeb pripravil pravi Kaka šov. Najprej je kralj Kaka dobil eleganten rdeč dežnik. Vljudno so ga prosili, naj ga odpre in si ga podrži nad glavo. Potem pa je Galeb razpeto blago pokakal do zadnje pike. Na Galebovo srečo jo je kralj Kaka odnesel brez packe. Kakšna akcija za posračkat, je očarano vzkliknil kralj. In ravno ko je kralj Kaka hotel razglasiti zmagovalca, je iz trave ob vznožju gradu nekaj kriknilo. Ali natančneje, nekdo je predirljivo zacvilil, kar se je slišalo približno takole. Hej, je vzkliknila ena od mišk. Gospa Mravlja bi tudi rada sodelovala. Nemudoma prinesite kandidatko k meni, je kralj ukazal svojemu služabniku. Mravlja je kralju Kaka izročila majhen list papirja. Posebej za vaše veličanstvo sem nakakala tole, je vsa ponosna rekla. In? Je razočarano zagodrnjal kralj Kaka. Ko pa je minister za velike in male potrebe prinesel povečevalno steklo, je kralj Kaka lahko prebral, kaj piše na papirčku. Naj živi kralj Kaka. Ganjen sem, je zajecljal kralj s cmokom v grlu. In kako vzorno si to nakakala. In tako je gospa Mravlja tisto leto za mišjo dlako zmagala na velikem tekmovanju v kakcih. In njeno ime je bilo vklesano v veliko spominsko ploščo za vse večne čase. Joj, tale pravljica je bila pa precej zanimiva, kaj ne? Ja. Zelo zabavni so bili tile kakci, priznam, tudi jaz sem se nasmejala. In vse pohvale živalim, ki so se tako potrudile in izdelale zanimive ter malce smrdeče kreacije. In bravo kralj Kaka za odlično idejo o tako izvrstnem tekmovanju. Otroci, pobrskajte še po kanalu Moj knjižni kotiček in prisluhnite še kakšni zanimivi pravljici. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Evo kralj Kaka, bravo!